Lep pozdrav, danes je z mano publicist Igor Karnel, skupaj pa bova spregovorila o knjigi Manifest za evropski preporod Alana de Benoitja in Charlesa Champeterja, ki je leta 2018 v prevodu Primoža Kuštrina izšla tudi v slovenščini, Igor pa je zanjo napisal precej obsežno spremno besedo. No, Igor, ta knjiga, ta Manifest za evropski preporod, ne bi bil v bistvu en poskus, da se nekako predstavijo neka glavna načela te tako imenovane miselne šole nove desnice, ki v bistvu izhaja iz francoskega think tanka Grece. Kakšne so v bistvu neke te glavne ideje nove desnice, ki jih lahko najdemo v tej knjigi? Najprej to postavimo malo širši kontekst situacije pri nas. Jasno je, da v Sloveniji, kot tudi drugod v Evropi in na razvitem zahodu, prevladuje ta liberalno, marksistično, kulturno-marksistični diskurs. Tako je tudi pri nas. To ne pomeni, da ni čisto nobenega prostora za konzervativno mišljenje. Tudi pri nas ga je nekaj. Če naštejemo nekaj primerov, denimo na zahodu je zelo popularen Jordan Peterson, tudi pri nas je in ga privajamo. Potem jasno, tukaj je založba Obzorja, kjer je šla cela vrsta precej tehtnih del, med drugim tudi tvoja knjiga, v intervjuji z različnimi predstavniki desnice. Lahko bi omenil še Rogerja Scrutona, pa njegovo knjigo o levih miselnih tokovih z naslovom Zablode in prevare hujskaštva. Ja, to je ta knjiga o mislecih nove levice. Tako je, v bistvu je to je precej lucidna analiza, mestoma tudi precej ostra, če gre še dlje v preteklost, vrača se k izvorom, med drugim tudi Hegel obravnava. Torej, daje eno zelo celovito sliko. Potem je tukaj ravno tako pri družini, tako kot Scruton, Richard Lehutko, demon v demokraciji, nekateri dobro poznaš, si z njim naredil. Sem naredil z njim intervju, ja, kakšno leto nazaj. To je nekaj takšnih primerov. Torej en tak prostor za desno, konzervativno razmišljanje tudi pri nas obstaja. Vendarle pa je tale knjiga Alana de Benoitja, Charlesa Champetierja vendarle drugačna. To je prvi primer nekega slovenskega prevoda, recimo temu tradicionalistične misli v širšem pomenu te besede, v ožjem pa seveda tega, če bo pravno nova desnica. Kot vemo, je Primož Poves ne samo prevedel, je tudi izdal sam. Torej, to je popolnoma samostojno delo. Za naš prostor iz teh razlogov zelo pomembno. To je drobna knjižica, je vendarle kar precej tehtna. Če jo pogledamo pobliže, navedena sta dva avtorja. Rečeno Alain de Benoit in Charles Champetier. V bistvu pa je to vendarle predvsem zbor misli Alaina de Benoitja, ki je definitivno najvidnejši, najvplivnejši
predstavnik miselnega toka, ki mu pravimo nova desnica. Po svoji obliki, tudi po imenu, gre za manifest, torej je to zgoščena slika idej, temeljev nove desnice. Po eni strani, če pogledamo njeno strukturo, v prvem delu gre za analizo, predstavitev sedanje situacije. Kot vemo, je nova desnica zelo kritična do vsega tega, kar imamo danes za moderno, postmoderno. Skratka, tukaj gre za stvari, kot so individualizem v nasprotju tradicionalnimi vrednotami, ki jih predstavlja neka koherentna skupnost. V ekonomiji je to kritika potrošništva, liberalne ekonomije, kapitalističnega hlastanja po ogromnih dobičkih, kritika globalističnega, tržnega pristopa. Z vidika kulture je to kritika tega, čemu danes pravimo multikulturalizem. V drugem delu pa ponuja rešitve. Na področju ekonomije je kar nekaj poudarkov, delno samozadostnost namesto globalistične ekonomije, bolj državno ali nacionalno usmerjene ekonomije. Poudarek je na manjših enotah v nasprotju s tem gigantskim konceptom sveta brez meja. Z vidika identitete, narodnosti, nova desnica zelo poudarja nasprotovanje migracijam. Tipično za Alaina de Benoista, čeprav v njegovem času, skratka v času, ko je šel manifest, to še ni bilo tako očitno, kot je danes. Skratka, namesto migracij, priseljevanja, manifest predlaga sodelovanje med narodi. Skratka, dosti razumne pozicije. Kar se pa tiče same identitete, ki je osrednja ideja nove desnice, pa imamo po eni strani življenje po suverenosti znotraj ene večje enote, po drugi pa iskanje nekih skupnih korenin evropskih. Kot že sam naslov pove, de Benoist je usmerjen predvsem v Evropo, manifest govori Evropejcem, čeprav, kot vemo, je njegova misel, ta celotni miselni tok vplival tudi na ameriške misli. Seveda, ja. Zdaj, ko rečemo nova desnica, mogoče do tega, da smo še malo bolj natančni, tudi ti si omenil združenje
GRES na začetku to je Groupement de recherche et études kako smo rekli, de la civilisation européenne. Skratka, gre za združenje za raziskovanje in študije evropske civilizacije. V začetku je obstajala ena bolj vidna, subtilnejša distinkcija. Nova desnica je pomenila predvsem gibanje, v širši pojem, GRES pa združenje oziroma think tank, ki je proučal vse v zvezi z evropsko civilizacijo, od ekonomije, zgodovine, religiologije, politologije. Imeli so zelo razvejano publicistično dejavnost. Od knjig do revij. Ena od teh revij je Le Monde, ki je bil prvotno tudi kot članek objavljen manifest, ki je potem naslednje leto je šel tudi v knjižni izdaji. V večini teh publikacij je sodeloval tudi Alain de Benoit, ki je praktično, ali je bila to knjižna izdaja, ali kot urednik, ali kot avtor. Pri revijah bilo dostikrat tako, da ne samo urejal, ampak tudi sam pisal pod različnimi psevdonimi, ker je tukaj zaprt manifest, kar pomeni, ker gre za en zgoščen prikaz tega miselnega toka. Je treba vse skupaj brati skupaj z drugimi, še kaj drugega, skratka treba vzeti v roke. Napisal je res ogromno, on je vrhunski tekstovalec. Marsikega je dostopno samo v francoščini, ampak kljub temu je precej tudi prevedeno. To je bilo na kratko, kar se tiče nove desnice. Torej, vplivala je ne samo na francosko, ne samo na francoski desni pol, ampak na splošno na evropski, in nastale so potem razne izpostave, ko da govorimo o evropski novi desnici. Različne države imajo svoje gibanje, ki se navezujejo na ta izvirni francoski miselni tok. Danes od teh sodobnejših, najbolj znanih je gotovo identitarno gibanje, ki črpa iz tega vira. Ja, no, zdaj v bistvu ta manifest je bil izdan, če se ne motim, leta 1999, prvič v Franciji, pri nas je bil preveden leta 2018, danes v bistvu mineva že več kot dobri 2 desetletji, odkar je bil prvič napisan, se pa vseeno v njegovem branju nekako zdi, da gre še vedno za ene stvari, ki so še vedno precej aktualne. Tako da, kako bi recimo lahko rekli, na kakšen način je ta manifest danes recimo lahko za nas koristen, kakšne smernice nam ponuja danes, če pogledamo ne samo Evropo, ampak tudi specifično recimo slovensko družbo. Torej, za vsako knjigo, ki jo vzamemo v roke, velja, da ni nastalo v nekem praznem prostoru. Skratka, njen ton in barvo mi daje prvenstvo sam avtor. Odvisna je od prostora in časa, v katerem je bila napisana, in tudi od prostora in časa, ki je bila izdana. Jasno je, da tudi
treba vzeti v ozir, komu je namenjeno. Zdaj, kot smo že rekli, iz naslova je razvidno, da je namenjeno predvsem Evropejcem. Evropejci smo, kot smo že rekli, priča enemu posebnemu družbenemu in kulturnemu razsulu, ki ga opisuje že sam de Benoit, z njim Champotier. Danes je pa še toliko bolj izrazit, kot je bil takrat. Določene stvari lahko rečemo, da je de Benoit napovedal, nekaterih pa ni mogel predstavljati. V zadnjih 20 letih so se zgodile ogromne stvari, takrat in to ne na boljše, ampak na slabše. Torej, večina držav Evropske unije, oziroma kar vse, so pod popolnim vplivom tega, kar imenujemo, kar smo že prej omenili, ideologije liberalne demokracije in kulturnega marksizma. V glavnem to sprejemajo prostovoljno, te nobene posebne prisile. To ne velja samo za članice, ampak tudi za tiste države, ki bi to radi postavili. Tukaj ni kakšne posebne razlike. Če pa že začnejo kje državljani razmišljati po svoje znotraj unije, se hitro postavi na svoje mesto in se jim da vedeti, da ne sledijo evropskim vrednotam. Tak primer je bilo obdobje tudi prejšnjo poljsko vlado, kjer je bila Poljska deležna teh pritiskov. In zdaj imamo primer Viktorja Orbana, v zvezi s katerim je Evropski parlament nedavno izglasoval poziv Evropski komisiji, da se Madžarski odvzamejo glasovalne pravice. Zaradi tega, ker, kot je rečeno prej, ne sledi evropskim vrednotam, katere vidimo, katere so. Orban seveda nima vsem prav, to je jasno. Jasno, da nima. So pa določene stvari vendarle takšne, da jih je treba priznati. Med drugim se zna upreti diktatu Evropske unije in jasno mu je to, kar nekaterim drugim politikom očitno ni, da je njegova funkcija kot državnika to, da služi interesom svojega naroda, tistega, ki so ga izvolili. To, kar se dogaja zdaj na zahodu in še posebej, tudi v Evropski uniji, splošnim pojavom, kot govorimo sedaj v Evropi, gotovo ni v skladu z interesi večine prebivalstva. Ta program, ki se izvaja, je nekaj, o čemer jih nihče ni vprašal, prebivalstvo namreč. V tem odločajo neizvoljeni birokrati na eni strani, mislim na Evropsko komisijo, na drugi strani pa tudi izvoljeni, cela vrsta. Torej, če gledamo situacijo pri nas,
današnja vlada je tipičen primer tega, kar sem ravnokar omenil, da neka izvoljena skupina politikov, ki bi morala zastopati interese svojega telesa, kot se temu reče, zelo očitno je nasprotje z našimi interesi. Spet nedavni primer, dobro, zdaj od tega že pol leta, recimo, se pogovarjamo o suverenosti držav znotraj Evropske unije. Vemo, da je ta sorazmerno skromna, odvisna od tega, predvsem kako velika je ta država. Potem je tega manevrskega prostora malo več. Pri majhnih državah je pa eno od redkih zaščitnih tistih klavzul v Evropski ustavi, ta, ki zagotavlja pravico veta. Ker tudi hoče v bistvu ukiniti določene skupine znotraj. Ja, to je to. Slovenija se je pridružila, mislim, skupina 6 držav. Lani junija, kot rečeno, kjer je podprla tako imenovano kvalificirano večino. To je z vidika naših interesov noro, vsem nepotrebno, seveda. Ja, še takrat, če se rekel, da je to, kar takrat naredila Fajonova, zdaj vse vlada, korak, ki meji na izdajo. V bistvu je čisto prav. To pomeni, da smo dejansko podarili tiste zadnje ostanke suverenosti, ki smo imeli znotraj Unije. Zdaj tukaj se seveda pogovarjamo o teh političnih politiki, ki so govarjali kasneje. Ampak že tukaj vidimo v tem vprašanju suverenosti razmišljanje sodobnih političnih elit na Zahodu in še posebej v Evropi. Gre za to, ko se pogovarjamo o vprašanju suverenosti, je ta povezan s vprašanjem identitete. Če ni identitete, potem je vprašanje suverenosti deplasirano. Potem lahko rečemo suverenost koga nad kom. Za liberalno demokracijo je pa značilno govorjenje, mi smo vsi svetovljani. Državljani sveta in tako naprej. Tako je. Migranti, dobrodošli, obogatite nas svojo kulturo, kot bi rekla prav Merkel, migranti willkommen. In politika ima svoje omejitve, ampak vendarle obstaja določen prostor, ki se da kaj narediti. Spet, ko se pogovarjamo o suverenosti, je prejšnja vlada vsaj deloma v teh svojih okvirih možnosti poskušala slediti svoji poti, zaradi tega je tudi bila deležna tistih kritik, ki se jih spomnimo, to vreščanje v zvezi z ogroženostjo svobode medijev, kar je pri nas popolno absurd, glede na to, da vemo, kateri mediji imajo popolno prevladanje.
svoboda gotovo ni ogrožena. Mhm. Če se spomnim tudi še enega primera v času epidemije COVID-19, ko se je ustanavljal ta Evropski sklad za okrevanje gospodarskih posledic, ki je seveda pustila epidemija. Takrat so morale vse države predložiti program, sredstva, delež, ki je bil namenjen. Spomnim se, da je Janševa vlada takrat ravnala z interesi slovenskimi in je predložila program, kjer so bila predvidena precejšnja vlaganja, predvsem v infrastrukturo, kar je za nas zelo pomembno. In potem smo dobili odgovor, da to ne bo šlo, zato ker v teh točkah, v tem programu ni dovolj odstotkov posvečenega zelenemu prehodu in pospešeni digitalizaciji. To sta te dve mantri, ven in ven poslušamo. Torej, če gledamo, če se vrnemo k vprašanju relevantnosti idej nove desnice za slovensko družbo. Vsak narod mora pri sebi prečistiti dve stvari. Najprej tisto, kar opredeljuje kot narod, in potem, kje so tiste vezi, ki opredeljujejo naše odnose z drugimi narodi znotraj Evrope. Se pravi, govorimo o tistih skupnih evropskih koreninah. Torej, v tem svojem predgovoru, ki si ga omenil, omenjam, da vsak narod neke svoje nacionalne mite, pogovarjamo o Slovencih, njih seveda imamo, v glavnem so razmerno recentni problem pri nekih, da lahko slonijo na napačnih predpostavkah, ki potem opredeljujejo celotno pot prihodnje, ko so postavljeni takšni temelji. Pri nas je en tak nacionalni mit gotovo ideja o Habsburški monarhiji kot ječi narodov. Na to, da je bil v njej precejšen prostor za, še govorimo o 19. stoletju in tudi kasneje, za razvoj posameznih narodov. Ne glede na to, da se govori o prevladi nemštva, to je res, bil cesar garant suverenosti. Ne bom govoril toliko o narodih, ampak bolj teh enot sestavnih. Ta pojem narodnosti in narodov je itak zelo pozno. Skratka, cesar gotovo ni podpiral nemškega nacionalizma, ker ni bil v njegovem interesu. Kot cesar ne bi mogel funkcionirati kot cesar, če bi podpiral samo Nemce. V svojem predgovoru v tem kontekstu omenjam tudi mit o izključno tujem plemstvu. To je samo mit. Skratka, tudi tujerodni fevdalci, ko so se enkrat preselili sem, niso imeli
nacionalne zavesti, ki je bila povezana z deželo njihovega izvora. Oni so imeli tukajšnjo deželno zavest, so se tudi morali, če so hoteli postati pripadniki tukajšnjih deželnih stanov. Brez tega ni šlo. Del tega je bilo tudi to, da so morali govoriti slovenski jezik, jezik prebivalstva. In to je bilo nekaj naravnega zaradi tega, ker vsi plemiči so imeli dojilje, Slovenke. Slovenščino so dobivali z materinim mlekom. In v tem se obstaja tudi zgodovinski dokaz, zelo ohranjena plemiška pisma. Vidi se iz Valvozorjeve Vojvodine Kranjske, da je nemščina njegova. Ni nemščina nekoga, ki je to prvi jezik. Je skonstruirana tako, da se vidi, da prevaja tam, kjer je pisal sam. Imamo seveda tudi druga pričevanja, plemiška prisega, tako da tudi slovenščina. To je samo nekaj primerov. Če gremo naprej, en tak mit je tudi trditev, da je bil za Slovence korak k osamosvojitvi združitev. V resnici se je zgodilo ravno obratno. Slovenci smo se znašli s Hrvati, ki pa so mogoče malo bolj agresivno nacionalno zavest, zvito. To so tako hitro dobili. Še pred vojno, svojo domovino. Pri Slovencih je bilo pa že prej ta tendenca, posebej v liberalnem taboru, da se slovenstvo zlije, tihoslovanstvo. To je zelo zanimivo. To ni bilo lastno nekim nazadnjakom, v drugi svetovni vojni se recimo ta nacionalna zavest v naši kolektivni zavesti povezuje s partizanskim gibanjem. Edini, ki so se borili za slovenstvo proti okupatorju. V resnici so bili nosilci te jugoslovanske ideje, tudi na škodo slovenske liberalci. Nekaj podobnega se dogajalo v času Habsburške. Te naši slovenski politiki, kranjski, ki je v času, ko se je ukinjala vojna krajina, vemo, da je segala tudi delno slovensko vedno, na Hrvaško. Skratka, to postal tudi formalno del hrvaškega kraljestva, znotraj Ogrskega. Formalno še zmeraj obstajalo hrvaško kraljestvo, čeprav niso imeli svojega kralja, združeno z Ogrsko. Slovenski te liberalni politiki Hrvatom podelili vse. Tisti, ki so nasprotovali, so bili najbolj izrazito Nemci, ki jih danes kritiziramo, kako so nam odvzemali vse mogoče od nacionalne zavesti do ne vem česa, pa ozemeljske težnje in kaj v resnici so nas pomagali obdržati v teh okvirih, kakršnih smo danes. No, še en tak mit, da se zastavljamo preveč podrobnostih posameznih, je ta boj za drugo svetovno vojno, NOB, kjer se sam ta
narodnoosvobodilni boj prikazuje izključno kot borbo proti okupatorju. Vemo, da je potekala hkrati s tem tudi komunistična revolucija in pravzaprav je to glavni cilj. Če ne bi bilo okupacije, če ne bi bilo napada na Sovjetsko zvezo, bi bila skoraj gotovo kolaboracija med komunisti in Nemci. Pravzaprav so prvi organizatorji odpora, ki so razmišljali o odporu na Slovenskem, bili nekdanji oficirji Jugoslovanske vojske, ki so pripravljeni to. In so bili toliko nesmaletni, da so zraven povabili tudi komuniste. Ti so jih seveda izdali. Toliko o tem, kdo je koga izdajal. No, ta pogled oziroma to umevanje narodno-osvobodilnega boja ima tudi svoje posledice. In sicer takšne, ki trajajo še zdaj. Tako da se na poboje še zmeraj gleda za eno določeno dobro. In tudi na to komunistično diktaturo, ki je kasnejša. Vse te stvari so povezane. Ko govorimo o mitih. Ne o mitih v tistem prvotnem pomenu te besede, o teh arhetipih, ki določajo neko etnijo. Kot smo že rekli, teh sorazmerno novih pogledih, ki pa so vendarle precej močni. Mogoče bi samo še to glede relevantnosti za današnji čas. Torej, rekli smo, da je manifest nastal v svojem času. In to obdobje je takrat prišlo bilo res obdobje enih pospešenih in velikih sprememb. Določenih stvari gotovo ni mogel predvideti Benoit. Omenili smo že migracije. Že v njegovem času se zmeraj njegov čas, on je skratka, njegovo obdobje sega od 60 let pa vse do danes. On je priča tem spremembam. Skratka, ko je pisal še potem ta manifest, seveda je že obstajal problem priseljevanja, predvsem muslimanskega prebivalstva. Že takrat je bilo, zlasti v Franciji, v Nemčiji, milijone priseljencev, ki se niso asimilirali, niti integrirali v zahodno družbo, ki ne bi bila demokratična družba, ki ne bi bila talilni lonec nekakšen. Namesto tega so se getoizirali že takrat. Oziroma, se lahko videti, da se bodo zgodile nenadzorovane, množične migracije, ki so eksplodirale leta 2015 in trajajo še danes. To je ena stvar. Druga je, ni mogel predvideti recimo te inflacije, prignala do inflacije v ideološkem smislu, koncepta človekovih pravic, ki je pripeljala s tem. Zdaj ta koncept obsega res vse mogoče, izgubil ves prvotni smisel.
Drugo je, nisi mogel predstavljati, da bo lahko prišlo do tega, da se bomo pogovarjali o nekih osnovnih danostih, recimo biološko razlikovanje med spoloma. Ja. Ravno tako ni mogel vedeti in si misliti, da bo digitalizacija tako zelo pospešena, da bo dobesedno v vse pore našega življenja udarila. Kar pomeni, da izginjajo še zadnji kotiki naše zasebnosti. Ravno tako, čeprav je bilo že takrat govora o grozeči klimatski podnebni krizi, nihče ni pomislil, da bo stvari tako daleč, da bo politika posameznih držav, v bistvu celega Zahoda, podrejena temu. Jasno, da je tukaj ozadje za velike interese, ki imajo nobene zveze s podnebnimi spremembami. Nobeni primer pa ne gre za naše koristi. Te stvari so naša škoda. Zato, ker se prodaja drugo, tudi nedostopno. Pušča se energija, problematična, bo hrana lahko celo, ker se postavlja tudi vprašanje, ali je sedanje kmetijstvo zadosti trajnostno. Zdaj je bila Evropska unija, Slovenija ne, Evropska unija prehrambeno samozadostna. V prihodnosti lahko da ne bo več. Ker se resno pogovarjajo o osebnem ogljičnem odtisu, to lahko zelo zaplete življenje navadnega človeka. To so spet stvari, ki jih nihče ni sprejel na kakšnem referendumu. To je nekaj, kar se vsiljuje. Kar pa ne pomeni, da glede na to, kako so mladi, ki v bistvu z materinim mlekom srkavajo vase to propagando, ne bi glasovali za take stvari, če bi dali to možnost. Ta trend vključevanja mladih, lažje manipulirat in kot vemo, tudi množično protestirajo, da ta boj proti klimatskim spremembam dogaja počasi tudi pri nas. Ta trend, da bi se še bolj opolnomočilo ta novo rek, opolnomočenje raznih skupin mlade, se kaže tudi v tem, da se znižuje doba za volilno pravico. V Evropi mislim, da so že 3 države, kjer je ta meja postavljena na 16 let. To je ta prva je bila Malta. Dogajajo se tudi druge stvari. Ne samo, da ne bi vsem takih stvareh zelo bistvenih za nas odločali ljudje, pri katerih vprašanje njihovih kompetenc, sploh razumevanja, o čem odločajo. Mislim samo na mlade. Dogaja se to, je bilo to enem francoskem regionalnem parlamentu, kjer so s ponosom sporočili, da eno od njihovih poslank Mongolija. Mislim, vse je lepo, sliši se lepo, vključevanje vseh ljudi, samo
kako lahko nekdo, ki je izpričan skozi ustav, odloča o čemerkoli, ampak poanta je ravno v tem, da ne odločaš kompetentno. Če bi bili strpeni, sarkastični, bi lahko rekli, da glede na to, kakšni ljudje ti že zdaj sedijo v parlamentu oziroma na vladi, konec koncev, zakaj ne bi bili kvalificirani.